Kar je zastonj, je ponavadi najdražje, pravi stara modrost, ki bo po novem veljala tudi v turizmu, vsaj med slovenskimi gorami. Občine na območju slovenskih Alp so se odločile narediti konec divjemu kampiranju. Turiste, ki bodo postavili šotor ali parkirali avtodom tam, kjer to ni dovoljeno, bodo kaznovali s kar 500 evri globe. Janez Usenik. Tole se morda zdi poceni način preživljanja počitnic, a ne če to delate pod slovenskimi Alpami. Po novem vas tam lahko divje kampiranje stane toliko kot nočitev v najbolj luksuznih hotelih. Do zdaj so bile kazni nerazumno nizke, pravijo. 120 evrov, polovička je bila 60. Kemp, recimo stopnina, za tisti je bil verjetno dražja, da so se večkrat pojavljali odgovori, da naj pripravimo kar listke za naslednji dan, da bojo ostali na istem mestu. Decembra pa je parlament sprejel novelo zakona o javnem redu in miru ter kazni dvignil. Po zakonu so zdaj od 100 do 500 evrov. No, občine na območju Julijskih Alp so stopile skupaj in odločile, da bodo pri njih zaračunali najvišjo možno kazen. In smo se dogovorili, da vzamemo skupno tarifo za to kazen. Kazen je visoka, 500 evrov. Človeški pri tem bodo, obljubljajo, tako kot do zdaj, najprej pride opozorilo. In če tega človeka pač dobijo na tem mestu, ki je pač nekako domnevno pišmeuhovsko pač ostal na tistem, pa reče, bom pač plačal, se kazen zaračuna. Možnosti za legalno kampiranje je vsaj v Bohinju dovolj, zagotavljajo. Dva kempa, to sta v Ukancu in pa Bohinjski Bistrici, potem je ta prostor za avtodome v Srednji vasi, v Senožeti, in pa na Bohinjski Bistrici na železniški postaji. Avtodom in pa na parkirišču Kobla. Je pa novi zakon delo redarjev tudi malce zakompliciral. Po novem je tole prekršek le, če vznemirja druge ljudi. Kar nekje po pravni logiki pomeni, da se morajo najprej pritožiti okoliški prebivalci, preden redarji lahko napišejo kazen. Je pa treba poudariti, da se ureditev spreminja le na običajnih območjih. Na območju Triglavskega narodnega parka, na primer, se je divje kampiranje že zdaj kaznovalo s 500 evri globe.